Dobrodošli nazaj, ali bi morala reči, živijo ponovno. Danes je z mano Rok Stritar. Rok, te lahko prosim, da se predstaviš tako, kot želiš biti predstavljen? To je vedno podlo, ne? Ker moraš pol razmišljati. Ampak jaz... Drugače moram pa jaz Ja, razmišljati. saj vem. Pa še neprimerno lahko predstavim. Ja, jaz sem Rok, ekonomist po vseh nivojih izobrazbe. Če grem bolj formalno svojo kariero, sem začel v akademskem svetu, delal sem na ekonomski fakulteti 12 let ali nekaj takega. Sem bil na tem, da postanem profesor, pa sem pa ugotovil, da to jaz ne bom preživel in sem potem se raje odločil in sem takrat freelancer naprej. Bil sem vedno povezan s podjetništvom, tudi na ekonomski fakulteti sem bil na katedri za podjetništvo. Imam tudi svoje podjetje, ki je 20 let staro, ukvarja se z malo prodajo gorniške opreme, Kibuba d.o.o. Drugače pa večino svojega časa pa delam na svetovalnih projektih za večje organizacije, poleg izobraževanja, ampak za večje organizacije, večinoma na temo učinkovitosti pa iskanja vrednosti pri strankah. No, tako. Učinkovitost bo tudi rdeča nit najinega današnjega pogovora, ampak predtem kljub vsemu, česa ne bi preživel na fakulteti? Ja. Neučinkovitosti? Ne. Jaz mislim, da se ljudje ločimo v dve skupini, in sicer ena skupina je precej večja od druge. In to je, eni ljudje imajo veliko raje zatohlo v sobi, samo da ni prepiha, jaz imam pa rad 120 na uro v glavo. To je razlika. In jaz na fakulteti, ko si toliko pa toliko časa tam, postane znanje, razlika med znanjem tvojim pa med študenti tako velika, da se moraš namensko bremzati nazaj in postane zatohlo. No. Meni je postalo zatohlo in sem sklenil, da bom raje iskal svoje izzive drugje. Ok. A začneva z učinkovitostjo. Zdaj, mogoče čisto za začetek. A se učinkovitost v podjetjih razlikuje od osebne učinkovitosti, učinkovitosti nekega posameznika, koliko smo učinkoviti pri organizaciji svojega časa, svojih obveznosti? V samem konceptu ne. Se pravi, gre se za to, da takrat, ko delam, v tistem času čim več koristi naredim. Ne? Tako da se v svojem konceptu je učinkovitost v firmi enaka kot je učinkovitost doma. Edino, kar je pa različno, je pa cilj, ki ga želimo doseči. Ne? Doma jaz vedno pravim, da v privatnem življenju želiš maksimizirati neko srečo, karkoli že to je. Zato mi je všeč, ker je kompliciran. V firmi pa dobiček. Ne? Se pravi, v firmi si bolj učinkovit, če delaš več dobička. V privatnem življenju pa če imaš več sreče. To sta pa zelo različna pojma. Pa samo tukaj še ta ločnica, pa bova potem pustila privatno življenje. Kako nekdo, ki je v službenem času, kolikorkoli že traja služben čas, stremi k učinkovitosti pri maksimiziranju dobička, naredi črto, ko stopi čez vrata in kar naenkrat preklopi in reče, od zdaj naprej bom pa maksimiziral svoj čas z otroki, svojo srečo, odnos s partnerjem? Zato, ker že tisto, kar v službi delaš zato, da boš lahko imel več časa z otroki, pa s partnerjem, pa s psom, pa z vsem, kar pač imaš. Ne? Tako da tukaj je, jaz mislim, da je ti vedno delaš zato, da se imaš v privatnem življenju lahko lepo. Ne? Se pravi, ne živiš zato, da delaš, ampak delaš zato, da živiš. Meni je to zelo pomembno. Ne? Tako da tukaj je ločnica. Mogoče na koncu vprašam, kako naredimo ta preskok, predvsem podjetniki, med katere sodiš tudi sam. Ja. Kako v bistvu narediš tisto črto in rečeš, od tukaj naprej, danes ne bom več razmišljal o biznisu? Mislim, te tabletke ni. Ne? To črto narediš po kar precej ene terapije, pa spoznavanju vzroka, zakaj tega preskoka ne moreš narediti. Ne? Jaz se strokovno, pa tako raziskovalno, veliko sem se ukvarjal s podjetniki, pa mentoriram veliko podjetnikov in moje spoznanje je, da niso pozitivni gonilci tisto, kar nas žene podjetnike, da rastemo naprej. Večinoma ne. So tudi, ne? Želim ustvarjati, želim prispevati, želim ne vem kaj, ampak večinoma so negativni, kot strah, želja po priznanju, želja po pozornosti, ne vem kaj, zapustitveni sindromi iz zgodovine in tako naprej. In praviloma, jaz še nisem srečal uspešnega podjetnika, kjer ne bi bili te negativni gonilci ponavadi celo močnejši kot pa te pozitivni. Veste, imate cel kup ljudi, ki so srečni z povprečno plačo, pa so doma, pa se imajo čisto v redu. Ne? Podjetniki se vedno predstavljamo, da bomo s tem, ker mi podjetje smo nekaj več, nekaj v resnici nas je pa malo bolj strah, ponavadi. Tako, to je ena taka
spoznanje po mnogih letih v resnici. No, tako. Wow. Ja. To pa je zdaj tudi zame uvid, ker to v resnici res drži. Torej, to, da ne naredimo črte, ko pridemo domov, da ves čas v malih možganih razmišljamo, kaj bi bilo danes še treba narediti, je v resnici zaradi strahu pred čem. Da nečesa ne bomo naredili, da bo šla neka dobra priložnost mimo, da bo nekdo drug vzel Pa to ponavadi- pred nami. Ponavadi gre to še za par stopinj globlje. Ne? Nekaj je, ampak če se samo o denarju pogovarjamo, koliko denarja potrebuješ na mesec ali pa premoženja, da si varen. Ne? Obstaja jasna meja, koliko je to treba. Ne? Zdaj ne bom rekel, da s 1500 evri na mesec, da si varen, ampak s 5000 pa kakšne hude motivacije, da jih rabim 10, v resnici nimam. Podjetniki se ponavadi ne znajo ustaviti in pa se sprašuješ, zakaj. Ne? In jaz sem srečal veliko več ljudi z manj premoženja in denarja, ki se počutijo bolj varno v svojem življenju, kot pa oni, ki imajo milijone. In tukaj ni izhod v več denarja, recimo, ali pa več uspeha, ne? Ampak je izhod v nekem notranjem miru v tem kontekstu, da veš, kaj maksimiziraš. In če bi bila midva zdaj v relaciji mentoriranka-mentor na tem področju, bi bil najboljši nasvet, ki bi mi ga lahko dal, kako najti ta duševni mir. Midva bi se zelo hitro začela pogovarjati o nekih ključnih kazalnikih lastnega zadovoljstva. Ne? Pač, koliko sem na dopustu, koliko imam hobijev, kakšen imam družinski odnos, kako sem z otroki, kako sem z družino, kako sem vse skupaj. Ker jaz trdim, da če se to ne postavi v neko ravnotežje, bo tudi podjetniški uspeh slej ko prej bo pač prišlo do nekega burnouta. In pol se pa zadeva popolnoma ustavi. Ali pa do neke druge oblike bolezni, ki se ponavadi kaže v nekih psihičnih težavah, depresijah, avtoimunih boleznih, take stvari. Ja. Ravnotežje je pa nekaj, kar je univerzalno, ali je to nekaj, kar je odvisno od posameznika? Ne, čist subjektivno so pa kazalci, ki jih je treba spremljati v tem kontekstu. Ne vem, recimo, kar se zdravja tiče, so te kazalci zelo zmerljivi pa jasni. Ne? A te je strah iti zdravniku ali ne? A so tam neki kazalci, ki ti kažejo v čudno smer ali ne? Recimo, to je že ena. Potem fizična kondicija je, če imaš uro ali pa kakorkoli, ti zelo dobro daje neprestan feedback in se lahko zavestno odločiš, kje približno želiš biti, da boš ok. Doma je pa po mojem uno, ker pridem jaz domov in meni neprijetno, da bom prišel domov, ali pa imam neko cmok v grlu, ali pa tako, ali se pa komaj čakam, ker me tam čaka nekaj prijetnega. Tako, to. Okay. A lahko sem še besedo ali pa dve o tem strahu, ki sem prej omenila. Je strah nekaj, kar je bolj lastno podjetnikom, ali je strah nekaj, kar nek povprečen zaposlen recimo doživlja v okviru svojega delovnega časa? Pa zakaj sploh prihaja do tega strahu? Mislim, moja teza, jaz nisem tovrstne raziskave, nisem delal, pa nisem psiholog, vse nas je strah. Ne? Jaz tako gledam bolj anekdotično, ko gledam ljudi. Kar lahko pa potrdim, je, da je pa podjetnike, sploh ta uspešne v povprečju, bolj strah kot drugega. Če gremo čisto, zakaj bi nekdo delal 14 ali pa 16 ur na dan? Ne? Zakaj ne bi šel na dopust? Ne? Lahko rečeš, toliko uživam v svojem delu, ok, ne? Lahko je pa zato, ker to je floskula. Lahko pa rečem, da je to zaradi tega, ker si ne upam iti. Ne? Ker se bojim. Jaz poznam cel kup ljudi, ki je prodal firmo za, ne vem, 1 milijon evrov, pa si nič ni kupil, pa sam ga se je prepričal, da to ni dovolj, da bo on do konca življenja preživel. Pa srečaš pa nekoga, jaz sem pa enkrat srečal enega, ki je pa rekel, da ne upam imeti več kot 500 evrov na računu. Kako ne upaš imeti več kot 500? Rekel, ja, kaj pa, če se mi kaj zgodi, pa šlo pa teh 500 evrov nič. Ne? In kdo ima narobe, je komplicirana tema. No? Tako, to je z leti zelo spoznavano. Okay. Zdaj, če greva nazaj na to učinkovitost, pa se poskušava usmerjati na neke objektivne kazalce, zato ker sva ugotovila, da vse ostalo je v bistvu zelo pogojeno z tvojim mindsetom, kako razmišljaš, kakšna so tvoja osebna prepričanja, česa te je zares strah. Kje, tako na splošno rečeno, ali pa če posplošujeva, podjetja izgubljajo največ časa? Največji problem je, ker je učinkovitost, ne obstaja neke knjižice ali pa internetne strani, kjer bi jaz lahko pogledal, kaj v resnici učinkovitost je. Jaz, ko hodim okrog po podjetjih, srečuješ večinoma ljudi, ki so prepričani, da so na pragu svojih zmogljivosti. Zelo redko boš srečal nekoga, ki mu boš rekel, koliko imaš pa ti še kaj rezerve, bo rekel,
Ne, to so vsi na robu. In govorimo o sistemih, ki so lahko do 20-krat za isti proces različno učinkoviti. Se pravi, tukaj je glavni problem, ki jaz trdim, da je v našem gospodarstvu, pa verjetno širše v evropskem, po mojem, je to, da se z učinkovitostjo v resnici nihče ne ukvarja. Zato obstaja delovno mesto, temu se reče tehnolog procesov. In tega v resnici ni. Razen v proizvodnjah, pa še tam malo goljufajo, ko greš pa enkrat ven iz tega, se pa noben z tako imenovano tehnologijo dela ne ukvarja. Kaj je to, da ves čas razmišlja, meri in izboljšuje. To je to. Pa še ena zelo pomembna floskula je v Sloveniji, vsaj po mojih, spet nimam raziskave, ampak občutkih je, da je pri večini ljudi biti priden veliko bolj vrednota, kot biti pameten. Ne? Se pravi, če nekdo ful pridno dela, imamo občutek, da je tudi produktiven. Sam to ne bi mogli biti del od resnice. In če se nikoli ne pride do tega, da bi tisti, ki se s tem ukvarjajo, dejansko si dovolili biti pametni, pa razmislili o tem, kaj dela, pa se pač dela na neučinkovite načine. In jaz recimo pri vseh projektih, ki mi hodimo okrog, je to skupna točka. Ljudje so prepričani, da delajo, pa pride nekdo do zunaj, pa ga gledaš, pa zakaj ti tako delaš, pa je lahko, govorimo o brutalnih neučinkovitostih. Tema digitalizacije recimo. Orodja, ki so na voljo za digitalizacijo z izjemo umetne inteligence, so bolj kot ne nespremenjena že 20 do 30 let. Vi imate pa še zdaj v večini podjetij, v kjer jaz grem, še niso uspeli se digitalizirati. Se pravi, odpor, še vedno to jemljajo kot nekaj novega, pa govorimo o vsaj 20 letih.